Zadnjič sem prignal misel do ene ugotovitve, s katero bi nadaljeval danes. Misel je tale, ko si dva izjavljata, da ljubita drug drugega, to v tistem trenutku ne more biti več zgolj njuna intimna, zasebna zadeva. Ampak je že izhodišče, ne glede to, ali se tega zavedata ali ne, za delovanje v družbenem polju, kaj ti vselej živita v njem. Ne moreta se obnašati, kot da živita v praznem prostoru ali pa zunaj občestva. Torej je njuno delovanje, ki je zavezano zvestobi, brez zvestobe ni ljubezni, vpeto tudi v dialektiko tega, kar imenujemo resnica. In resnica je resnica njunega medsebojnega izjavljanja in je resnica sveta, v katerem živita. Lahko, da se tega zavedata, lahko, da se tega ne zavedata, ampak v vsakem primeru tako je. In mi lahko zaradi tega nadaljujemo. Ko sem se peljal sem, je na radiju gostiteljica spraševala svojega gosta, moškega, in med drugim ga je pobarala tudi, če je že našel sorodno dušo. On je odgovoril, da jo je, in potem dodal, da ta sorodna duša, iz pogovora je mogoče sklepati, da je ženska, ni pa nujno. Saj jaz sem sklepal, da je, zato ker je rekel med drugim tudi, da je ta sorodna duša lepa. Zdaj, upam, da ni preveč šovinistično, če rečem, da je najverjetneje ženska. Ni pa nujno, ne trdim, da je nujno tako, no v vsakem primeru bolj pomembno je nekaj drugega. Pomembno je, da je Gospod dodal, da je ta sorodna duša njemu pomagala odkriti njega samega. Ta izjava je precej tipična za razumevanje ljubezni med dvema, ki je tudi na videz zelo radikalno danes v svetu, v katerem živimo, se zdi, da je to nekaj posebnega, nekaj pomembnega, ali pa da celo predstavlja svojevrsten vrhunec človekovega bivanja na tem svetu, namreč, da odkrije samega sebe, ali pa da mu pri tem nekdo pomaga. Trdim, da je ta izjava prekratka za razumevanje resnične ljubezni in o tem bom govoril v nadaljevanju. Če nekdo reče, da je odkril samega sebe, ali pa da mu je nekdo pomagal odkriti samega sebe, implicira, da je ta samega sebe že nekje obstajal in je bil neodkrit, naprimer tako, kot obstaja zaklad, ki ga lahko najdemo ali pa ga odkrijemo. In ko ga odkrijemo, je zgodba v nekem smislu konec. Zaklad smo odkrili, ga imamo in z njim lahko, naprimer, kaj naredimo.
resnična ljubezen je onkraj tega. Resnična ljubezen, mislim, da smo se zadnjič tega dotaknili. Resnična ljubezen je kreativna po svoji naravi. Kreativnost pa ni način, kako nekaj odkrijemo, ampak je način, kako nekaj novega ustvarimo. Če je torej ljubezen kaj, potem je gotovo kreativnost način, kako posameznik ustvarja samega sebe, ne odkriva. Pa tudi ne ustvarja samega sebe, tako kot je danes v modi, ko se zdi, da zadošča, če greste k kakšnemu dizajnerju in vam pomaga ustvariti, kot se reče, new look ali pa kaj podobnega in ste čez 1 uro ali pa čez 2 ali pa čez 12 novi človek, kot se reče, nova oseba. In če gledate kdaj na kakšni televiziji take podaje, se zlahka pripričate, da potem na koncu, ko ste pridili napetost, se ta nova oseba pojavi pred občinstvom in občinstvo pade v znak in vsi so osupli, kako je mogoče tako hitro ustvariti novega človeka. V resnici je to zgolj spektakel. To nima za ustvarjanje novega človeka nobene resne zveze. Zato je zanimivo pogledati, kaj se dogaja v koncu 11. stoletja, na začetku 12. stoletja, na tleh današnje Evrope, v času, ki ga zaznamuje nenavaden pojav. Zagotovo je nenavaden in ima daljnosežne posledice. Živimo približno 1000 let pozneje, ampak to, kar se je dogajalo takrat, je danes morda celo bolj radikalno, kot je bilo takrat. Poskušal bom pokazati, zakaj je tako. Sledili bomo namreč zgodovini tega, kar imenujemo srednjeveški intelektualec. Zakaj je srednjeveški intelektualec tako zelo pomemben, ne samo za današnji čas, ampak tudi za razumevanje ljubezni oziroma za razumevanje tega, kar utegneta imeti ona in on med seboj. Se pravi, ne samo za razumevanje tega, kar vselej že imata, ker vselej že imata nekaj med seboj, ampak zlasti za razumevanje tega, kar bi lahko imela, kar utegneta imeti med seboj, kar bi lahko ustvarila. Srednjeveški intelektualec najprej predstavlja nek tip. Lahko ga imenujemo sociološki tip. To ni zgolj posameznik, ki je dovolj pogumen, da v tistem času upa delati z besedami, kot se reče, oziroma z glavo, ampak je zgodovinski nov, je nekaj, kar spravi vrsto ljudi tistega časa v resne težave. Pojavi se namreč vprašanje, zastavi se vprašanje, kaj hoče ta sociološki tip, kaj hoče ta človek. Zdi se skrajno nenavadno, da bi se človek preživljal z besedami, da bi živel ne od dela rok, ampak od dela možganov, razmišljanja, razuma, jezika in tako dalje. To je tako dramatičen pojav, da ni nobeno naključje,
da srednjeveški intelektualec sorazmerno kmalu tudi izgine. V 13. stoletju, približno po 100 letih, kar je ekstremno malo, leta 1210, že nastane dekret, ki prepoveduje branje Aristotelove fizike in metafizike. Nastane dekret, ki prepoveduje poučevanje o Aristotelovih delih. Približno v istem času se dogaja še nekaj drugega, ampak to bomo dobro razumeli, če najprej pogledamo, kdo je Peter Abelard. In kaj se dogaja med njim in Eloizo, ki je, kot verjetno veste, bistveno mlajša od njega, ko se srečata, je še najstnica. Takrat ima 17 let. Abelard jih ima skoraj 40. In najprej se zdi povsem normalno, čeprav ni, v resnici ni, da bo on njen učitelj. Zakaj se zdi, da je to normalno, ali pa vsaj, da je nenevarno, čeprav v resnici ni? Obstajata vsaj dva razloga, zakaj je njuno srečanje nevarno že od samega začetka. Prvi razlog je, da v tistem času večina ljudi ne zna ne brati, ne pisati in zdi se, da tudi nimajo prav posebne potrebe, da bi znali. In zlasti seveda velja za ženske, da ni nobene potrebe, da znajo brati in pisati. Povsem očitno je, da je v miselnosti ljudi ženska zelo blizu narave, kar pomeni, da je že po naravi opremljena z vsem, kar potrebuje v svojem življenju. In seveda logično je, da ji ni treba hoditi v šole, se učiti brati, pisati, študirati, učiti tujih jezikov in tako dalje in tako dalje. Eloiza ima sicer 17 let in ima privilegij, da dobi svojega učitelja Petra Abelarda. Očitno pa je tudi, da se ne želi zadovoljiti s tako miselnostjo, da je torej po naravi že obdarjena z vsem, kar potrebuje v življenju. Očitno je, da se hoče učiti, ker logično sledi iz tega, da se ima za takratne razmere najbolj radikalnega učitelja, kar jih sploh je. Mogoče se tega zaveda, mogoče se tudi ne, ampak to tudi ni pomembno zdaj. To je en razlog. Drugi razlog pa je, da Peter Abelard izraža neko nenavadno, izjemno vedoželjnost. Očitno je namreč, da nikakor, in to bo v zgodovini zelo pomembno, in tudi danes je, očitno torej je, da ni pripravljen priznati nikomur vnaprejšnje avtoritete, ko se pripravlja, ko se ljudje pripravljajo na disputacijo, na debate, na razprave, na razmišljanja, ki takrat še ni univerz. Pogosto potekajo na javnih krajih, na primer kakšni gostilni. Torej, že svojo pojavo
predstavlja svojevrstno nevarnost, svojevrstno grožnjo za vsakogar, ki bi želel vztrajati v udobnem položaju, ki si ga je, na primer, pridobil. Če pomislite danes in se vprašate, kakšna je možnost, da študent ali študentka na univerzi zdajle ta hip, na primer, naredi ali potegne kakšno tako potezo, kot jo je Peter Abelard. Da se obnaša tako, kot da ga preprosto ne zanima, kakšne titule ima oni drugi človek, ki se imenuje učitelj, profesor, tako dalje, in da ga zanima zgolj zmožnost za disputacijo. Mislim, da te možnosti v glavnem preprosto ni. Zato, ker je znanje danes vse preveč institucionalizirano in ujeto v mehanizme, ki pač pomagajo vzdrževati institucije pri življenju. Zato študentje pogosto niti ne zastavljajo dobrih vprašanj, niti se jim ne ljubi, tudi takrat, ko jih imajo. Ker že vnaprej vedo, da disputacijo ne obstaja, oziroma da ne obstajajo pogoji za kaj takega. Ali pa se moti. Mislim, da se ne. In v tem smislu je na mestu še eno vprašanje. Vprašanje namreč, kdo smo mi tukaj. Tole ni univerza, je sicer inštitucija. Ampak, če bi bili dosledni in konsistentni s tem, kar tukaj zagovarjam, bi se moralo v bližnji prihodnosti zgoditi, da nas vržejo ven, ali pa vsaj meni. Bomo šli pa druga. In Peter Abelard je to izkušal. Peter Abelard je človek, ki vse na tistem času je pravzaprav to svojevrsten privilegij, čeprav je to izjemno nevarno početje, inštitucije še ne obstajajo, univerz še ni, ima seveda nam voljo, kot sem že omenil, kot nov sociološki tip, kot novi človek, ki se želi preživljati z besedami, ki je, kot pravi francoski zgodovinar Jacques Le Goff, kakor trgovec, ki prodaja oziroma ponuja ljudem nekaj popolnoma neverjetnega. Peter Abelard v 11. stoletju oziroma 12. stoletju ponuja ljudem nekaj, česar ni ponujal še nihče in verjame, da bi se s tem lahko preživljal. Ponuja besede, ker trdi, da zna z besedami. Ne trdi, da zna z rokami ali da bi sploh želel z rokami delati, na primer, in se preživljati, tako kot večina. Ponuja torej besede in še nekaj, kar je morda še bolj pomembno. Čas. Srednjeveški intelektualec je v 12. stoletju trgovec s časom. Kajti zaveda se, da za razmišljanje potrebuje čas. Razmišljanje preprosto ne prenese. Ne gre za to, da posameznik tega ne prenese. Razmišljanje ne prenese tega, kar se ponovadi zgodi, če vas povabijo na kakšno oddajo, naprimer na televizijo,
Mene so povabili pred časom, ne se mi je žal, da sem tja šel, ampak sem bil prijazen in vljuden in sem vseeno šel. Kaj se tam zgodi? Tisti, ki ste bližje, daj tam vesti natančno, kaj se zgodi. Nenehno vas preganjajo, čez časa nam zmanjko, nas povabijo, potem vas pa pravzaprav že izganjajo, kaj ti nimamo časa. Na televiziji ni nikoli dovolj časa, razen za reklame. Reklame časa, kolikor hočete. Za vse ostalega pa ni. Za razmišljanje še zlasti ne. In potem, ko komaj izrecljate dve besedi, ali pa mogoče celo dva stavka, če hitro govorite, vam rečejo, ok, zdaj pa nehite filozofirati in povejte bistvo. Bistvo česa? Ali se da stlačiti, ne vem, Kantovo kritiko čistega uma v 3 stavke? Ne, ne da. Se ne da, tega tudi Kant ne zmore. To je pa ne, ker če bi zmogel, pa bi to že napisal. Kritika čistega uma je bila dolga, ne vem, 3 stavke, pa ni, 300 strani dolga. To se v resnici dogajalo. Če poznate, ko se je Kant v neki priložnosti oglasil pri svojem založniku, malo pa vprašal, koliko knjig se je pa že prodal, je človek začel viti roke in zmajevati z glavo in obupano mu je dejal, da par izvodov so pa res prodali. In se je takoj dodal, Herr Kant, a ne bi vi to malo zapakiral, kaj bolj tako user-friendly, kakšno bolj tako prijazno zadevo, da bi jo prodajali v večjih količinah, in bi tudi potem vi zaslužili, tako naprej. Kant je rekel, ne, se ne da. Oziroma je rekel, ne, jaz lahko napišem zadevo, če se hočete, na 3 straneh, zato potem ne bo kritika čistega uma. To bo pa nekaj drugega. In Hegelova fenomenologija duha tudi ne morete spraviti na 5 strani, oziroma to zmorejo samo študenti. Ko se javijo, da bojo napisali seminarsko nalogo o fenomenologiji, da potem porinejo 5 strani. V glavnem se tako pripisajo iz Wikipedije. Vse, evo, na 5 straneh. Ok. Srednjeveški intelektualec tega ne počne. In seveda v tem smislu moramo pripomniti, oziroma dodati še nekaj. Zadnjič, ko sem bil tukaj, je na koncu pristopil en gospod in je rekel, če bi lahko komentiral znano izjavo, trditev, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Aha, no, to je gospod. Torej... Ne, zato kaj pardon, sem se zdaj samo v bistvu postavil, ker sem potem jih tukaj našel. Ko ste rekel, da je to prvo, ki se preživlja z besedami, se čuti, mislim, da je v srednjem veku ali skozi zgodovino. Ker Diogen se je preživljal v bistvu z besedami, če pogledamo nazaj. Ja, saj tudi vemo, kako se je preživljal. Zadaj je bila v bistvu ena druga logika. On je, čeprav delno imate prav, on je poskušal prignati zadevo, ki se imenuje skromnost do konca, in jo je tudi prignal. On je živel od miloščine drugih ljudi in kar so mu dali za jesti, tudi pojedel. Zdaj, ali je to tudi preživljanje? Ok, lahko o tem kakšno rečemo, ampak njegova namera prav gotovo ni bila primerljiva z namero srednjeveškega intelektualca, da od tega tudi živi, da se s tem dobesedno preživlja, ne kot skrajno ubog in skromen človek, antimaterialist, če tako lahko rečem, kar je Diogen vsekakor bil. Ampak bi se preživljal na zelo materialističen način, torej jaz vam besede, vi meni cekine, zelo otepljivo zadevo, materialno. Ampak poskus gotovo je bil tak, kot pravite, gotovo. Zato sem tudi na začetku poudaril, da se zgodi v 11. in 12. stoletju
Mnogi to povezujejo z nastankom srednjeveških mest, z razvojem srednjeveških mest, srednjeveška mesta nastajajo v 11. stoletju, nastajajo že tudi prej. Ampak gotovo je dobro izhodišče za razmišljanje, če rečemo, da je to nov sociološki tip. To ni skromen posameznik, ki se pač skuša prepričati, ali se da živeti tudi, ne vem, od skodelice riža ali pa 2 decilitrov vode na dan, kot nov sociološki tip se pojavi. Zdaj, kaj vse to je, poskušam artikulirati. Torej, ali za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, k temu vprašanju bi jaz najprej dodal še eno vprašanje, preden bi se sploh lotil odgovarjanja na vprašanje. Namreč, kaj je uspeh? S čim se meri uspeh? Naprimer danes. In drugo vprašanje, ki bi ga zastavil, je, kaj pomeni biti pošten človek? Tudi danes. Zelo aktualno vprašanje. Gotovo se zavedate, da ljudje v tem času, v katerem zdaj živimo, pogosto rečejo in so tudi prepričani, da je eden od krivcev za bedno stanje, v katerem smo se znašli, tudi dejstvo, da so številni ljudje bili premalo pošteni ali pa sploh, da so bili nepošteni. Danes nepošteni in mnogi aplaudirajo, ker so se nekateri končno tudi znašli v zaporih. Ampak vprašanje ima veliko več implikacij, kot je tale, torej kaj pomeni biti pošten človek. No, torej, če se vrnemo, zagotovo imamo že na voljo dovolj argumentov, da rečemo, da se srečanje med Eloizo in Petrom Abelarjem ne more izteči tako, kot so morda takrat načrtovali ljudje, ki so bili zainteresirani za njuno srečanje. In v resnici se tudi ni. Trdim, da se sploh ni moglo zgoditi drugače, kot se je. Govorim namreč o novem sociološkem tipu. Ne govorim o osamljenem posamezniku, ki je dovolj pogumen, da poskuša preživeti z besedovanjem. Govorim o novem sociološkem tipu. Zakaj govorim o tem? Kaj pravzaprav je sociološki tip? Najprej lahko rečem, da nova subjektivnost človeka, nov tip človeka. To je novi človek, ni samo en konkreten posameznik. Vse iz zgodovine vemo, da se je sorazmerno hitro do nastanka prvih univerz razširilo po Evropi pravo gibanje. Gibanje, ki ga na primer zelo močno zaznamujejo Goliardi, in Peter Abelard je bil prvi Goliard. Bil je človek, ki je v določenem času, tudi ko se je umikal iz okolja, ki je bilo za njega zelo nevarno, naprimer iz Pariza, da je šlo za njim nekaj tisoč študentov, kar nikakor ni malo. Vem, če si danes lahko predstavljamo, naprimer v tej deželi, da nekdo zapusti udoben položaj, recimo na univerzi se odpravi nekam, Kočevske gozdove in zjutraj ugotovi, da je okrog njega 500 šotorov in da noter prebiva 3000 študentov, ki preprosto hočejo biti tam in hočejo znanje in disputacijo in se želijo pogovarjati. Govorim torej o novem sociološkem tipu, ne o posamezniku, čudaku, ki mu ljudje pač prezanesljivo pomagajo, da preživi. In par podrobnosti nam pomaga k nadaljnjemu razmišljanju. Vsi veste, da v določenem trenutku Petru Abelarju in Eloizi ne ostane tako rekoč ničesar drugega, kot to, da pristaneta na poroko, oziroma da se zdi, da bo njuna poroka svojevrsten konec dogajanju, zaradi katerega so
bili številni ljudje zelo nevoljni, oziroma med drugim tudi veste, da je tekla kri in da Petra Belarja neke noči skopijo. Torej, zadeve so bile že celo smrtno nevarne in torej zdi se, da bo poroka pomirila duhove in da se bo ta vrsta neljubih dogodkov s tem tudi razrešila. Do poroke nikoli ne pride in ključno je tole. Peter reče Eloiziji, da je morda zanjo najbolje, to so njegove besede, če se posveti oziroma če se prepusti tako rekoč Jezusu Kristusu, drugače rečeno, če gre na primer v kakšen samostan, ampak Abelar je vedel, kaj, tudi če bi se to zgodilo in se je, kaj bo Eloiza tam počela. Ker je bilo že precej časa očitno, da želi študirati in da se želi ukvarjati z intelektualnim delom in da kratko malo ne želi pristati, da nikoli ne bo pristala na to, da bi bila ženska, kot se je takrat od žensk pač pričakovala, da bodo, tudi če bi bila nuna. In zato je ta poudarek pomemben. Zadnjič smo govorili o tem, to ni nobeno naključje, namreč govorili smo o tem, zakaj je lahko in kakšne implikacije ima trditev, da je Marija Magdalena najljubši Jezusov učenec. In kakšen je njen simbolni mandat, ko to vlogo sprejme. In kaj lahko naredi v občestvu, naprimer prvotnih kristjanov, v katerem se je znašla Marija Magdalena namreč. Kaj se dogaja približno 1000 let pozneje. Govorim o novem sociološkem tipu in kaj v tej perspektivi pomeni Abelarjeve besede, morda je zate bolje, da se ne poročiva, ampak da se posvetiš Jezusu Kristusu. In velja tudi obratno, Eloiza v določenem trenutku reče in celo spodbuja Petra Belarja torej ne k poroki, ne k temu, da bi živela skupaj, ampak celo reče, da bi bilo družinsko življenje za njega pogubno, kajti nikakor se ne bi mogel dovolj posvetiti intelektualnemu delu. Celo reče, a si ti res predstavljaš, da bi, ne vem, med kuhinjskimi lonci in plenicami in otroci terjajo očeta in vzgojnim delom in tako dalje, našel še čas za študij, pa to je popolnoma nemogoče in tudi ne bi bilo dobro, da bi zapravljal čas za take zadeve. Bolje je, da se popolnoma in celoti posvetiš intelektualnemu delu. Ali to ne pomeni, da pravzaprav drug od drugega pričakujete isto? Kaj pa je poziv, naj se Eloiza posveti Jezusu Kristusu? Kaj pa je Jezus Kristus in se je v 11. stoletju, 12. stoletju? Ima to svoje družbene koordinate, ki jih je dobro poznati. Mi mirno lahko rečemo, da v zgodovini obstajata dva prehoda, oziroma da obstajajo trije načini razumevanja človekovih odnosov do Boga. Gotovo ima eno ključnih vlog v zgodovini odnos Judov do monoteistične religije oziroma do Boga, ki ga, na primer, v Stari zavezi zastopa postava. Bog je najprej postava, ki jo je seveda treba brezpogojno ubogati. Jezus kot empirični človek, ki se sprehaja po Galilejskem jezeru s svojimi učenci, uteleša nov način, nov odnos do Boga.
več postava, ampak je ta konkretni človek iz krvi in mesa, ta Jezus Kristus, mizar, ki se sprehaja in torej razpravlja s svojimi učenci in v nekem trenutku reče: ljubite se med seboj, kot sem vas ljubil jaz. To reče v času, ko že ve, da odhaja. Ljubite se med seboj tako, kot sem jaz ljubil vas. In zadnjič smo se s tem tudi ukvarjali, vrne se kot egalitarni sveti duh, ki ne terja od ljudi brezpogojnega uboganja postave, ampak terja nekaj drugega. Jezus sam je ničkolikokrat rekel, lahko da je tako pisano, kot pravite, lahko da je postava taka, kot pravite, ampak jaz vam pravim drugače. Očitno je, da s tem ni imel posebnih težav. Jaz pa pravim takole. Jaz pa pravim nekaj novega. Zato ne more biti v človekov odnos do svetega duha upisanega nič drugega kot to. Lahko da je tako pisano, lahko da vsi pravijo tako, to da jaz pravim drugače. Jaz lahko pravim drugače, jaz sem zmožen trditi drugače. Jaz sem zmožen za neko spremembo, o kateri bomo še govorili. In v resnici se zgodi to, kar je bilo mogoče napovedati. Peter Abelard in Eloiza se ločita, ona odide v samostan, on kasneje tudi postane opat v nekem samostanu. Bolj pomembno kot to je, da, kot sem že prej rekel, se v določenem trenutku umakne, ima celo vrsto sovražnikov, ima celo vrsto nasprotnikov, ki preprosto ne prenesajo tega, kar on zastopa. Govorimo o novem sociološkem tipu. Peter Abelard ni zgolj posameznik, eden, ki se loteva tega zgodovinskega novuma, to je, da postaja intelektualec, krošnjar z časom in z besedami, kar postavlja številne ljudi v nelagoden položaj, ker ne vedo, kaj naj s tem počnejo, ker ne znajo, recimo, besedovati. S Petrom Abelardom se je izjemno težko pogovarjati, ker je neverjetno načitan in zmožen dialektičnega razmišljanja oziroma logičnega razmišljanja. Izjemno težko, kar je izkusil recimo tudi sveti Bernard, ki je bil njegov najhujši nasprotnik. In drugi, torej, ki so takrat na oblastnih položajih, seveda so morda v še večjih škripcih, kajti nikakor ne morejo sprejeti nove ideje, nove zamisli, da bi se človek v svojem življenju lahko ukvarjal z intelektualnim delom. Zato se v nekem trenutku pojavi zelo preprost, skoraj bi rekel ukaz, več kot nasvet, naj se ljudje temu odrečajo. Intelektualno delo ne vodi nikamor, ljudje besedujejo, se pogovarjajo, razpravljajo, ampak od tega kakšne posebne koristi ni, sploh je pa treba zvečer dati kaj v lonec oziroma na krožnik. In torej se v določenem trenutku zdi, da je najbolj smiselno in najbolj prav, da se ljudje držijo dveh temeljnih principov življenja, ki jo poznajo že od prej. Eden je vera, drugi je
preprosto življenje. Intelektualno delo je samo nepotrebno kompliciranje. Poleg tega, kot pritisne piko na i Sveti Tomaž Akvinski, velja tudi tole. Tomaž Akvinski namreč v enem trenutku reče, da razum, intelektualno delo, tako ali tako ne more biti v nasprotju z Biblijo. Če tako ali tako ne more biti, je potem takem tudi popolnoma odveč. Intelektualno delo je odveč, ker kakor dolgo bi se človek z njim ukvarjal, bi vedno znova moral in mogel ugotoviti, da je tako ali pa tako že vse v Bibliji zapisano. In da ne more biti ničesar, kar ne bi bilo skladno s tem. In v tem trenutku je s srednjeveškim intelektualcem praktično že tudi konec. Je že konec in intelektualci, ki niso bili kakor Peter Abelard. Peter Abelard je bil, on je bil namat, on je bil vagabund. On je bil človek, ki je kot nov sociološki tip počel še nekaj drugega. In to je izjemno pomembno za razumevanje tega, kar je počel. Peter Abelard namreč ustvarja nov prostor. Kreira ga. To je prostor, to so prostori, ki se premika, ki se giblje, ni vedno na istem mestu, ni v sodu, naprimer, večno. Se premika, med drugim tudi beži, pred svojimi nasprotniki. Ustvarja prostore, družbene prostore, ali prostore družbenega, v katerem je dovolj časa, v katerih je dovolj časa, in imajo pomembno vlogo besede. Ključno vlogo imajo besede. Če počnem to, o čemer govorim, potem na tem mestu tukaj, naprimer, ne bi smelo biti pomembno to, kar vam danes tudi ponujajo na kakšnih seminarjih. Pred nekaj dnevi sem dobil eno tako ponudbo, da se lahko udeležim proti plačilu, jasno. Seminarja z naslovom Obleka pove več kot 1000 besed. Z tega lahko sklepamo, da se nekomu zdi zelo pomembno, kako je kdo oblečen, ker pač to zelo veliko pove. In v luči tega, s čimer se tukaj ukvarjamo, je to katastrofa, kajti če imam kaj povedati, potem bi to moral povedati jaz, ne pa moja obleka. Ali pa jaz preko svoje obleke, da bi vi tukaj ugibali, kaj moja obleka pripoveduje. Če torej vsaj približno počnem to, o čemer govorim, potem je meni vseeno, kako sem oblečen, in vam bi tudi moralo biti vseeno, kako sem oblečen jaz. Ker bi morale biti bolj pomembne moje besede. Abelard torej ustvarja nove prostore in se zaveda. Zaveda se nečesa, kar ima danes vnovič izjemen naboj. Takrat ga je tudi imelo, sej ni bilo naključje, da se, kot sem že prej omenil, intelektualci sorazmerno hitro organizirajo, ustanovijo ceh, ki se je univerza,
in začnejo zelo resno razmišljati, kako bi se preživljali z intelektualnim delom, proti plačilu seveda, kmalu se od študentov pričakuje, to se ne pričakuje samo danes, se pričakuje že pred 800 leti, da bodo plačevali za študij in v 14. 15. stoletju so profesorji v tem cehu, univerzi, pravzaprav že aristokrati. Nekateri so postali izjemno bogati, ne vsi, in začnejo se obnašati kot kasta, kar tudi so. In s tem je konec srednjeveškim intelektualcem. Zdi se, in nekateri so na tem navdušeni še danes, da ga nasledi renesančni humanistični mislec, ki pa srednjeveškemu intelektualcu ne seže do kolen. Ampak to je del zgodovinske pozabe, ljudje so navdušeni nad renesanso in jo hvalijo čez vse, in gotovo je tudi v mnogih dimenzijah, razsežnostih vredna pohvale, ampak v tem režnju, s katerim se ukvarjamo tukaj, prav gotovo ne. Oziroma humanistični, renesančni mislec je namreč bolj doma na knežjem dvoru, kot pa tam, kjer se je potikal Peter Abelard, ki itak ni imel kam, ker ni bilo nobene inštitucije, kamor bi se zatekel. Na nek način je bil nag, je bil izpostavljen. Tako kot je intelektualec sploh lahko izpostavljen najprej po smehu in zasmehovanju, in to še danes velikokrat slišimo, če boste v kakšnem okolju izrekli 3 malo bolj kompleksne stavke, je zelo verjetno, da vam bodo najprej rekli, filozofirali pa že ne bomo, ali pa vas bodo kar preprosto ustavili, češ, da je že nehi filozofirati. Kar je seveda sramota za tistega, ki to izjavlja, ne za tistega, ki mu je to namenjeno. Govorim še enkrat o novem sociološkem tipu, o človeku, ki ni prepričan, da mora biti del kakšne cehovske ustanove, da mora biti organiziran in da mora biti plačan za svoje delo. Nikakor ni. In seveda po logiki tistega, kar počne, ima prav. Se to tudi ne bi smelo zgoditi. Namreč, kaj počne? Kaj dela srednjeveški intelektualec in v čem je radikalnost tega, glede česar se sporazumeta Abelard in Eloiza. Ti se posveti Jezusu Kristusu. Jaz se bom, verjetno veste, da Peter lastnoročno sezida molilnico, ki jo posveti Sveti Trojici. In molilnica ne zateče se v kakšno cerkev, kakšno katedralo, na primer, ampak zgradi svojo molilnico. Kaj je v resnici radikalnost tega sicer ljubezenskega razmerja? Kot veste, sta se tako in drugače srečevala, dobivala vse življenje, in zlasti Peter je seveda tvegal vedno znova, da ne samo, da ga bodo kastrirali, to so ga že, ampak da bodo storili že tem drugim. In tudi, ko sta oba že v grobu, najprej ne dovolijo, da bi bila skupaj, da bi bila Milan grobova, ali pa da bi bila oba v enem, se ni važno. Danes je tako, takrat pa ni, niti to ni bilo možno. Zakaj? Zaradi radikalnosti, ne samo tega, kar je počel vsakdo od njiju, ampak zlasti zaradi radikalnosti tega, kar sta počela skupaj. Čeprav nista bila fizično skupaj. Kaj sta torej počela?
Prvo, kar nam pride na misel, je, da sta hotela in da glede tega niste imeli nobenih problemov. Ni res, da sta se bala, ali pa da bi se hotela čez čas skriti, pravi, v kakšen ceh ali umakniti v pokoj zasluženi. Kaj podobnega. Nikakor ne. Ukvarjali ste se torej s tem, kar bi lahko imenovali diseminacija. Kaj diseminirata? V 12. stoletju diseminirata nekaj, kar je v resnici za tiste čase nezaslišano in inkvizicija, ki kmalu nastane, prva inkvizicija, ki kmalu nastane, niti slučajno ni nastala po naključju. Intelektualno delo takrat je bilo tako nevarno, da je bilo prvo Petrovo knjigo o logiki so zažgali. So jo zažgali. Kaj torej diseminirata? Čisto preprosto. To, kar v gimnazijah, ki se učijo danes pri filozofiji, ko nanese beseda na Renéja Descartesa. To je dvom. 400 let pred Descartesom to počneta Peter Abelard in Eloisa. Dvom v kaj? Dvom v karkoli. Dvom v vse. Zakaj dvom? Čisto preprosto. Peter Abelard ve, kar se tudi omenja zgolj, največkrat, v povezavi z neprimerno mlajšimi avtorji iz 19. stoletja, 20. Peter namreč ve, da jezik, ki ga uporabljamo ljudje, ni kakor pregrinjalo čez realnost, kar bi nam omogočilo, da bi se spraševali, kaj je pod ogrinjalom, oziroma kje je realnost, ki ne bi bila posredovana z našo subjektivnostjo in tako naprej in tako naprej. Peter Abelard ve, da jezik je izraz realnosti, da je medij, skozi katerega se realnost izraža. Realnosti ni onkraj jezika. Kot rečeno, realnost ni prt, s katero je prekrita realnost. In zato je že nevaren. Kar pomeni, da besedovanje in srednjeveški intelektualec hoče natanko to, kot rečeno, že je izražanje realnosti. Jezik ne opisuje realnosti, ampak jo izraža. Jezik jo artikulira. Z jezikom ne opisujemo, z jezikom proizvajamo. In tega se intuitivno vselej zavedajo zlasti zastopniki oblasti. Zakaj je vedno znova treba najprej utišati ljudi, ki mislijo drugače? Vse v glavni ne, nobenih problemov z morilci. Morilci dajo zapor in gotovo. Veliko več časa in napora in vsega drugega denarja je namenjenega prisluškovanju. Kaj se ljudje pogovarjajo? O čem govorijo? Kakšne ideje širijo med seboj? V resnici so ideje tiste, ki so nevarni. Samo morilci niso nevarni. Zakaj so ideje tako nevarne? Zato, ker vselej, ko se lotimo drugačnih idej, ko nimamo več težav, ponavadi jih imamo, ponavadi imamo dolgo časa v življenju, ko nimamo več težav, da moramo vedno ubogati nekoga, ali pa da moramo ponavljati za nekom, ali pa se strinjati z nekom. A ste daj pomislili, koliko krat v življenju se s kom strinjate? Mi se nenehno strinjamo, se mi zdi. Običajen pogovor med ljudmi je poln tistega, ja, se strinjam s tabo, ja, jaz tudi tako mislim in podobno. To je neverjetno. V resnici bi se ljudje morali mnogo manj strinjati, kot pa se. Ker če tako visoko cenimo in hvalimo lastno drugačnost in trdimo, da smo drugačni,
Zakaj se pol toliko strinjamo? Nekaj narobe, paradoks. Zdi se, da bolj ko se strinjamo, bolj smo za pravico do drugačnosti. Zato je disputacijo vrhunski način pogovarjanja. Jaz se pa ne strinjam s tabo. Zakaj? Zato. Ko delajo kakšne eksperimente, recimo psihologi, mogoče se to že kdaj omenil, se vedno znova izkaže, da se ljudje ne znajo na ta način pogovarjati po 10 minutah. Sam lajajo še drug na drugega, ali se zmerjajo, ali si mečajo v glavo in preklinjajo, ali na koncu se celo pretepajo, ali pa, če so bolj konformistični, se vsem strinjajo. V resnici se zdi, da se dobesedno ne znajo pogovarjati. To ni fraza. In natančno pogovarjanje je že samo po sebi nevarno, ker ustvarja nove realnosti. Izraža jih. Prosim. Prej svojim časem nisem in duhovskega, da bi to bilo kaj povedal. Zakaj bi potem kadar upeti te danih obrazci si tako na drugi strani imamo nobeno pametno, da so govorili? Odgovor na vprašanje je v resnici v tem izrazu, ki sem ga že nekajkrat uporabil. Kaj pravzaprav je nov sociološki tip? Poglejmo si preprost primer iz vsakdanjega življenja, zdajle, ta hip, v katerem živimo. Vsem vam je znana izkušnja in vsakdo jih ima, kolikor hočete, da se je mogoče, danes je to celo zelo zaželeno in favorizirano, spreminjati. Danes živimo v časih, ki jih Zygmunt Bauman celo imenuje liquid. Neki tekoči časi, vodeni, tekoči. Liquid, pač. Liquid. In vemo, da je tekočina pač stanje snovi, ki, če hočete, da bo v kakšni obliki, ji morate pač to obliko tudi dati, ker je sama nima. In to se danes dogaja na veliko. Ne, da bi se kaj dosti zavedali. Torej, zdi se, da znotraj sveta, v katerem živimo, da je zelo zaželeno, da se ljudje premikajo, spreminjajo, potujete, danes ste tukaj, jutri ste drugje, pojutrišnjem ste spet nekje drugje. Zelo zainteresirani so, recimo delodajalci za, kot se reče, fleksibilno delovno silo. Danes delate na tem projektu, jutri na unem projektu, potem ste malo brez, pa mogoče spet kakšnega dobite, ali pa tudi ne, potem delate za 4 ure, ali pa za 2 ure, ali pa za 0 ure, ali pa za 5 minut. Fleksibilno. Ja, se mora biti vse fleksibilno. V resnici živimo v izjemno avtoritarnih časih. Namreč, če niste naivni, če malo pomislite, se morate prej ali slej vprašati, za koga je vsa ta fleksibilnost in dinamičnost in tako naprej. Kdo ima od tega koristi? Za Boga, saj ni treba biti ne vem kakšen genij, da ugotovite, ja, za tiste, ki že imajo. Za tiste, ki že imajo, ker bi radi imeli še več. In preprosto osnovno razmišljanje vsakega mislečega človeka bi bilo, ok, zdaj, zakaj bi jaz moral biti tako zelo elastičen in prilagodljiv za une, da bodo imeli še več? Vse odgovor je na dlani. Če se spomnite, že prej sem k tistemu vprašanju, demečkem preskakujemo, k vašemu vprašanju, kaj pomeni uspeh danes? Po mojem mnenju treba postaviti vprašanje, kaj pomeni biti pošten človek. Kako gresta skupaj današnje pogosto, najbolj pogosto pojmovanje uspeha v življenju
s tem, kar recimo zastopa, imenujemo ga, kot sociološki tip, pošten človek. To niso naivne zadeve. Kaj ti? V čem je radikalnost takega načina razmišljanja? Čez nekaj časa, mislim, drug mesec bom imel na povabilo Delavsko-Pankrske univerze eno kratko predavanje, mislim, da bo v kinoteki, meni se zdi, ob filmu, verjetno bo potekala projekcija, domnevam, ne vem, kako bo natančno. Gre za film, ki je nastal leta, če se ne motim, 1954. Zdi se mi. Naslov filma je Sol zemlje. Ne, mogoče ga kdo pozna. Sol zemlje. To je film, ki pripoveduje zgodbo o delavcih, mislim, da v Novi Mehiki, v glavnem so Mehičani, ki delajo pač v Združenih državah Amerike, v enem rudniku. Da skrajšam, imate eno krasno sekvenco, o kateri bom govoril na tistem predavanju, ko se delavci končno odločijo, da bodo šli stavkati. Da zdaj pa niso več pripravljeni delati za to, da bo imel nekdo od tega toliko koristi, kot jih ima. In stavkajo. Kako stavkajo? V filmu je to prikazano na zelo zanimiv način. Molče hodijo v krogu, vseh ni veliko, kakšnih 20, mogoče 25, neko majhno naselje je ob tem rudniku in hodijo, eni imajo transparente v rokah, drugi niti teh ne, molče hodijo v krogu. Vsak dan, veliko dni. In seveda se lastniki rudnika končno odločijo, da treba nekako prekiniti. Ok, da skrajšam, najdejo način, kako ukrotijo moške, ampak na njihovo mesto stopijo ženske. Žena enega od teh rudarjev ima genialno idejo in jo tudi pove. In reče, ok, delodajalci se sklicujejo na nek zakon, ki velja za rudarje. Ni problema, velja za rudarje. Za nas pa ne, se mi pa nismo rudarji. In zdaj stavkajo one. Vzamejo transparente in spet hodijo. In to zdaj spet spravi v bes. Čeprav zdaj stavkajo ženske. Zelo zanimiva poanta. Zakaj zdaj to njih spravlja v bes? Ok, in spet najdejo način, kako zdaj ženske, ne vem, obtožiti, kaj se jim česa, in to tudi naredijo. Imate tisti fenomenalen prizor, o katerem bi rad govoril, in tudi bom, ko spravijo dva poltovornjaka, recimo, da je tam 20 žensk, spravijo 15 žensk in odpeljejo. Tam jih ostane samo še peščica, 4-5. In kaj se zgodi, ko jih je tam samo še 4-5, tako v kader pritečajo otroci. In jih je spet 20. Torej, govorim o nekem vsaj intuitivnem občutku, ki ga more vedno imeti vsakdo, ki zastopa oblast in se znajde pred človekom, ki zna misliti. Njegov intuitivni občutek, najmanjši, minimalni občutek je, ne samo, da ne razume, kaj on govori, zato ga skuša diskvalificirati. Nakladaš, filozofiraš, brez veze, ne vem, to so abstraktna jajca, to ni nič in tako naprej in tako naprej. Ampak nezavedno, trdim, da nezavedno ve še nekaj drugega. Mnogo bolj radikalnega. Lahko je nekomu reči, da nakladaš brez veze. Nekaj drugega je pomembnejše. Namreč to, kar sem rekel, besede že so realnost. Vi lahko likvidirate posameznike. Sve lahko jih zastrupite, utopite, lahko jih obesite, lahko jih postrelite. Ampak vedno bodo prišli drugi. In tisto, kar ostaja, zato je zame tako pomembna
ideja egalitarnega svetega duha. To, kar ustaja, je sveti duh, to je tisto, kar je med ljudmi. V tem je, rekel, nezmožnost delovanja vsake oblasti. Oblast lahko uniči posameznike. Ne more pa tistega, kar je med njimi. To je pa duh, ne? Ne morete streljati na njega. Ne morete ga ukleniti, z duhom ne morete narediti nič. Zakaj se danes, in to se z lahkoto da pokazati, kaj je tisto danes, kar, recimo, ne vem, zjutraj sem slišal Blesovo reklamo za neko avtomobilsko firmo iz Japonske. Ne bom povedal, katera to je nekatera reklama. Ampak gledaj, boste takoj ugotovili, za kjer. Reklama je zelo kratka in se zdi, kot da je v tej svoji kratkosti, jasnosti, drnatosti, da je radikalna. Prav vidi se, kako je nekdo naredil po priročniku. Mora biti kratka, jasna, razumljiva vsakomu, slogan mora biti tak, da gre da vsakomu všeč, da te bruhaš zraven. In so jo tudi naredili. Po vseh pravilih teh PR-ovskih in oglaševalskih in ne vem katerih. In je. Upam, da zdaj probujem zelo povedati. Skratka, neka firma, potem pa ne vem, kako je začetek. Začetek sta dve besedi, potem so pa naše sanje. Zdaj tisto, kar je pomembno, je tole. Bla, 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 naše sanje. Zdaj se vam na krožniku vam ponudijo pravzaprav zelo skrajno preproščeno idejo, za katero so očitno pripravljeni verjeti, da jo bo recimo nekdo kupil, da bo šla v ušesa, da bo njen prodaja teh avtomobilov narasla. Da boste povezali avto s svojimi sanjami. Z nečim, kar je zelo neotipljivo, zelo izmuzljivo, naše sanje. Torej, kaj hoče danes oblast in če so se oblastniki vsaj, ali pa zastopniki oblasti, intuitivno zavedajo, da če je kaj treba nadzorovati, pa spraviti v klišeje, niso posamezniki. Danes imate obrat. Današnja ideologija deluje tako, da vam reče, pravzaprav v nekem smislu vi kot posamezniki sploh niste več pomembni. Ma delajte, kar čte. Govorite, kar hočete, obnašajte se, kar hočete, dizajnirajte se, redizajnirajte se, spreminjajte spol, ma delajte, kar hočete. To nas itak ne zanima. Nas zanima nekaj drugega, to, kar je med vami. To, kar mi hočemo spraviti v ene okvire, je duh. To je ultimativni branik človekove svobode. Ni on kot posameznik, ampak duh. Človekova svoboda je konec v tistem trenutku, ne ko je on ukleščen, ujet, uklenjen, ne vem, poslan na goli otok in tako naprej. Sve je vse to hudo, gotovo, da je. Svoboda je konec, ko je duha konec. Ko ni več egalitaren. To, kar je med nami, kar se mi med sabo delimo in kar ustvarjamo. S čim ustvarjamo? Zlasti z besedovanjem. Mene ne briga, kako je kdo oblečen. To sploh ne zanima. Nisem pripravljen sekunde se ukvarjati, kaj zdaj mene obleka tega človeka pove in tako naprej. Mene zanima, kaj bo rekel, ko bo usta odprl. Ker s tem bo, ali pa ne, odvisno, kaj bo rekel, bo ustvarjal, dobesedno, kreiral bo, naprimer, nove dimenzije duha. Duh so pa prostori, v katerih bivamo. Mi smo prebivalci duhovnih prostorov. Če si česa želimo, je, da bi prebivali v takih duhovnih prostorih, ki so sveži, ki so novi, ki so drugačni, ki so polni nepredvidljivosti, ki so polni tega, o čemer piše Gaston Bachelard v knjigi Poetika prostora, ko pravi, če obstaja kakšen smisel človekove eksistence na tem svetu, pol je gotovo tale. Doživeti nedoživeto. Ne
ponavljati vedno iste klišeje vsak dan za svojimi gospodarji in tako naprej in se strinjati. To ne privede do ničesar novega, po definiciji. Doživeti nedoživeto. In seveda, danes je to mnogo bolj izrazito kot pred 1000 leti, da živimo v zasičenih prostorih, mi živimo v skrajno zasičenih prostorih, v katerih se rolajo v glavnem smeti. Internet je zaradi mene 70% čistega treša. Ampak se dogaja še nekaj drugega, kar pravim, je na nek način komplementarno, vse do tega sem skušal, moram se jaz ustaviti, se imam te uro. Do česa sem skušal pripeljati, namreč, kar se dogaja 1000 let nazaj. 1000 let nazaj je bil svet mnogo bolj, prvič je bil neprimerno manjši kot je danes. In je bila, recimo, vednost ljudi majhna. Ljudje so bili glavno nepismeni, polni so bili vraževerja, tako dalje. In dejansko je bil to čas, v katerem je tako rekoč vse, kar je Abelard izustil, bilo nekaj novega. Ljudje niso bili navajeni na logiko, na dialektiko, disputacijo, razpravljanje. To sem že rekel, kaj? A zdaj bomo pa razpravljali, treba je njivo vkopati, vrt, krompir je treba posaditi, razpravljali. 1000 let pozneje še vedno lahko to sliši. Koliko otrok strašijo še danes starši, da edino, kar šteje je, ne vem, delo rok in treba je delati z rokami in tako naprej. Mislim, da cel kup tamle na kavču, ki prihajajo, kaj so z mado delali starši, zakaj, ne? Treba to. Pri 1000 let je bilo to še veliko bolj radikalno. In vse, kar on reče, čakaj, kaj si ti hočeš? In odgovor, ki ga Abelard ponuja, je, jaz hočem nekaj novega. Oziroma, ne samo, da hočem nekaj novega, jaz delam nekaj novega. In še več, jaz delam nekaj, jaz ustvarjam nekaj, česar vi preprosto ne morete nadzorovati. Jaz delam nekaj in vi me ne morete ustaviti. Ok, lahko me kastrirate, ampak veste, da se še z tega sem norčeval. Ok, dobro, v redu, pač imam zdaj z unim organom določene težave in tako naprej, ampak pravi, zastavlja se mi novo vprašanje. A sem še moški ali nisem? Ženska očitno nisem, tudi nikoli nisem bil. Moški zdaj ne vem, a sem ali ne. In jim zabrusi, ne? Nisem ne eno, nisem ne drugo, sem nekaj tretjega. In vi nimate pojma, kdo jaz sploh sem. Zdaj, če to ne sezuje vsakega oblastnika, pa jaz tudi ne vem, kaj je oblast, zakaj sploh je. Ne? Zakaj se oblastniki, zastopniki oblasti, raje rečemo, zakaj se tako trudijo, da bi bili še naprej to, kar so. Zakaj je sveti Bernard čist penast? Kaj bi lahko rekel, dobro, sej mogoče res zna 3 stavke povedati, ampak v resnici pa nima pojma, rekel, jaz sem avtor, jaz poznam Biblijo, jaz že vem, ne. Pa ni tako. Lahko bi rekel, v končni fazi, sej samo eden, ne. Mogoče ima res 3000 študentov, ampak to je še zmeraj kaplja v morju, vse druge pa še zmeraj nadzorujemo. Očitno je za vsakogar, ki zastopa oblast, zadosti eden, na katerega trči, ker ga to sfrustrira v sami zmožnosti za zastopanje oblasti. V tem so besede močne. Ne? Zastopanje oblasti ni nekaj elegantnega. Kdor zastopa oblast, ne more biti prepričan, da, ko se v določenem trenutku zdi, da jo zastopa, da so ljudje okrog njega pomirjeni, z njim se strinjajo, ali pa se ga bojijo in tako dalje, da bo jutri še enako. Ne more biti prepričan. Tako krhka je v resnici oblast. Zopet, seveda ima tudi svojo materialno plat. Jasno, da jo ima. Gotovo, da ljudje, ki imajo veliko denarja, ki so močni, politični lobiji in tako naprej, da so močni zastopiti. Gotovo, da se lahko obnašajo arogantno. Naši oblastniki tega sicer ne rečejo,
Ampak v resnici se obnašajo do nas skrajno arogantno. Obnašajo se takole. Vi ste lahko ne samo svobodni, demokratični in lahko kritično razmišljate in tako dalje. Vse to lahko počnete, ampak nam pravzaprav totalno dol visi, kaj vi delate. Mi smo tako močni, mi imamo tako veliko denarja, tako veliko lobijev, tako veliko korporacij in vsega drugega, da v resnici lahko z vami delamo glih, kar hočemo. V resnici nam nič ne morete. In tragičnost sodobnega sveta je, da so številni ljudje, če so to sploh vedeli, pozabili, kako v resnici radikalna je misel. Prehitro pristanejo na to in se ujamajo v past, ki jim jo nastavljajo. Aha, vse jaz me lahko svoje mnenja, lahko povem vse, kar hočem in tako dalje, lahko, ne vem, imam svoj blog, lahko kritično razmišljam na netu, diseminiram svoje ideje, bla, 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 in nič se mu ne bo zgodilo. Seveda se mu ne bo, ker itak vsakomu vse en kaj počne. Se sploh nihče ni obremenjen s tem. V Abeljarjevem času je bilo pač drugače. Zato, ker je bilo preveč praznega prostora, preveč odprtega prostora je bilo, ki ga je bilo mogoče še povečevati z tem, o čemer danes govorimo, z ustvarjanjem novih duhovnih prostorov. Bilo je, to mislim, težko to verjetno predstavljati, bilo je šokantno, če sta se Luiza in Abelar dobila, ne vem, nekje, kaj se za samostanskim zidom ali ne vem, po noči in kava in kje, v enem gaju, ne. In takrat cela vrsta ljudi zelo zaskrbljeno razmišljala, ne kaj počnete, koga pa to zanimalo, kaj resnici počnete, pa kaj mislite, o čem razmišljate, da se je pa šunga pokvarila. In ne vem, daj moram nehati. 19, 17, vse se ni. Tisto, kar je, da zdaj spravim na en skupni imenovalec, ki sem prej začel, kar je pomembno je tole. Začel sem. Drugič, mora biti tukaj ena miza, da se to ne bo dogajalo. Da ne drsi do, a pa saj tle ena letvica, da je zaustavila. Ja, se strinjam. Vsaj to zasluži. Vsaj za tole. Ja, mislim. Če ne pa da tlado. Kot ti zadnjič bila miza. Ja. Vsi smo navajeni torej na spremembe. Alain Badiou te spremembe imenuje regularne. Danes je že skoraj nezamisljivo, če se človek ne spreminja ves čas, vsak dan. Ker je pač nekaj pričakovanega, nekaj regularnega, nekaj, kar sodi v red sveta. Svet se nenehno spreminja, ljudje se morajo nenehno spreminjati in tako mora biti. To, kar pa nas zanima, je pa zvestoba kot tista razsežnost ljubezni, ki na to kratko malo ne pristaja, vse že po definiciji. Ne? Zvestoba že implicira svojevrstno trajnost. Ne morate biti zvesti, če se vse nenehno spreminja. Razen, če poskušate biti sofisti, pa rečete, jaz sem zvest spremembam. Ampak to ne vodi prav daleč. Pomen zvestobe je v nečem drugem. Pomen zvestobe je, da človek pri nečem ustraja. Da nečesa ravno ne spreminja. Pri nečem trmasto in nepopustljivo ustraja. In drugo ime za to je zmožnost človeškega bitja za spremembe, za ustvarjanje sprememb, ki pa niso regularne, ki niso predvidljive. Danes je predvidljivo, čeprav se vse, malo paradoksno, nenehno spreminja, ravno zato, ker se nenehno spreminja, lahko predvidimo, kako bo jutri. Kakšne spremembe bodo jutri nastale, pa po jutrišnjem in tako naprej. In v tej smeri nas tudi poskušajo gnati, kot ovce. Namreč sam še malo moramo počakati, da bojo banke rešili in potem bo vse po scenariju teklo naprej. Te spremembe imenujemo singularne. Singularne spremembe pa niso predvidljive. Singularne spremembe so pa spremembe, ki nastanejo. Ne zato, ker se je nekdo
preselil iz enega kraja na drugega, pa iz enega stana na drugega, ali pa zamenjal svojo identiteto, pa je postal zaradi mene iz moškega, ženska ali pa kaj drugega. Singularna sprememba se zgodi zato, ker je vsak človek zmožen zaznati, najmanj zaznati, lahko tudi o tem razmišlja in ve, zakaj gre, da obstaja ena posebna razlika v življenju, v svetu, v katerem živimo. Razlika med tem, kar vsaj izkušamo, med tem, kar bi lahko imenovali red sveta in vsem, kar pač sodi v ta red sveta. In nečim, kar preprosto ne samo, da ne sodi v red sveta, ampak tja tudi nikoli ne bo sodilo. Čist preprost primer, ki sicer je trivialen in je slab, pa vendar, ljudje ga poznajo in na nek način je celo dober, je tale. Ko nanese beseda na recimo človekovo zavest, je marsikdo hitro pripravljen trditi, da na primer človekove zavesti ni mogoče skrčiti na materialno podlago zavesti, ki so možgani, recimo. Ok, sej, lahko da je zavest vezana na možgane, ampak ni pa isto. Kot da obstaja še nek presežek, kot da obstaja še nekaj več, česar pa ne moremo skrčiti na, recimo, materialne razsežnosti našega sveta. Morda človek ne zna kaj več o tem povedati, ampak vztraja pa pri nečem. In tukaj ima prav. Namreč, da eksistence, naše eksistence, njegove eksistence, dejansko ni mogoče skrčiti na materialne pogoje, tudi če se nenehno spreminja, tudi če morajo biti drugačni, da materialni pogoji ne morejo izčrpati nobene eksistence, kar se vodi k preprostemu sklepu. In danes se veliko ljudi s tem ukvarja. Veliko ljudi namreč ugotavlja, da pogoji eksistenc, kot jih narekuje kapitalizem, za večino ljudi niso dobri. Da kratko malo niso dobri. Da je ogromno ljudi, ki ne samo, ki so nezaposleni, ki bodo vedno nezaposleni. In ne samo, da so nezaposleni. Ogromno ljudi, tudi tisti, ki so zaposleni, ne more početi tega, glede česar bi se verjetno zlahka vsi strinjali. Namreč, da so zmožni za kreativno delo in da ni nikogar, ki od njih pričakuje tako kreativno delo. Da ogromno ljudi, ki so zaposleni, ne delajo kreativno, ampak delajo duhamorna, ponavljajoča, rutinska, celo nevarna in celo nesmiselna opravila. Vsak dan. Verjetno ni težko dokazati, da velikansko število ljudi zapravi velik del svojega časa za delo, ki ne samo, da ni kreativno, ampak je duhamorno, ki jemlje voljo do življenja, ki jih potiska v depresijo, v slabo razpoloženje in tako naprej. In na drugi strani, kaj se zgodi, ali pa kaj bi se zgodilo, če bi pri tem preprostem spoznanju zgolj vztrajali v luči tega, o čemer tukaj razpravljamo. Kaj bi se zgodilo, če bi pri tem vztrajali? Če bi vzeli to za res, bi rekli, ja, res je. Moje delo ni kreativno. Malo kreativno. Malo se od mene pričakuje, da bom kreativen. Kaj zdaj to zame pomeni? Mi smo zelo obremenjeni s tem, kaj to pomeni za druge. Kaj pomeni za moje delodajalca, kaj pomeni za ljudi okrog mene, kaj bodo drugi rekli, kaj bodo druga. Če si zastavimo zelo preprosto vprašanje, lahko pridemo do zelo radikalnih spoznanj. Namreč, ali je to dobro za mene, da tako živim? Ali je to res dobro? Ali je to res tisto dobro, ki bi ga hotel? Ali pa, če poskušamo odgovoriti na vprašanje, ki sem ga tudi že zastavil, kaj pomeni biti pošten človek? Kaj pomeni biti pošten v odnosu recimo do samega sebe?
ugotavljam to in to in to in to, iz tega sledi sklep X. Kaj pomeni biti pošten? Biti pošten najprej pomeni biti zvest nečemu. Od določene ugotovitve, od določenega sklepa, za katerega sem prepričan, da je pravilen, da velja zame, ali pa da ni meni v dobro. Od tega preprosto nisem pripravljen odstopati. Zakaj bi počel nekaj, kar ni dobro za mene? Mi smo veliko preveč navajeni, oziroma smo vzgojeni v drugem smislu, da moramo početi nekaj, kar je dobro za nekoga drugega. Mi smo od malega vzgojeni tako, da pomeni ubogati nekoga, delati nekaj, kar bo za njega dobro, ali pa za njo. V resnici je pa vrhovno dobro, o katerem tukaj govorimo. Vrhovno dobro je ljubezen, ki jo en človek izreče drugemu človeku. Zato ni nobeno naključje, da Alain Badiou v nekem intervjuju pripomni, da je minimalni dispozitiv komunizma tega živeti skupaj ljubezen med dvema. To je minimalni dispozitiv. Vprašanje ob tem je, ali je mogoče živeti na ta način v ljubezni skupaj, če jih je več, ne samo dva. A lahko tako živi občestvo, veliko občestvo. In tukaj je nastavek za radikalnost tega novega sociološkega tipa, ki ga zastopata Abelard in Louisa, namreč, da odgovarjata, ja, je mogoče. Zdaj, ne samo mi dva. Kaj, če bi podobno ali enako jutri živeli vsi Parižani, vsi Francozi? In zastopniki oblasti vsaj intuitivno vedo, da je to treba ustaviti. Zato, kot sem že rekel čisto na začetku, zdaj pa se mi ura iztekla, ne, še 2 minuti. Že leta 1210, par desetletji po Abelardovi smrti, naprimer, prepovedo branje Aristotelove fizike in metafizike. Nekaj desetletij kasneje nastane inkvizicija, potem nastane še druga inkvizicija, pa tretja inkvizicija in tako dalje. In kot sem rekel, ceh se institucionalizira in praktično 200 let po Abelardovi smrti so profesorji že gospodje in predstavljajo kasto in študentje se na nje obračajo z dominus meus, moj gospod. In s tem intelektualnega dela seveda konec. To sem samo hotela reči, to je tudi Kristusovo učenje ljubezni. On sam pravi, jaz se bom vrnil kot duh, kjer bosta dva, ki se bosta imela rada, bom jaz med njima. In ta duh je po definiciji egalitaren. Egalitaren pomeni, da čim se začne nekdo obnašati, kot da je več, da je več vreden, da je poklican, da je ne vem, in tako naprej, je tega duha konec. Zato, ker nujno je, da bodo ljudje to prepoznali in najmanj, kar si bodo zastavili, je vprašanje, po kaj logiki pa je on zdaj nekaj posebnega in tako dalje, in tako dalje. In seveda, nobenega resnega odgovora na to ne morete ponuditi. Zato, ker ima take gene, da on se seveda to z lahkoto pokaže, kako je genska raznolikost, genska raznolikost med nami tukaj zdaj je osupljiva in je bistveno manjša, kot si večina ljudi predstavlja. Nas med sabo loči samo par genov, ne 10.000, ene par. Moškega od ženske loči gensko, par genov, 3, 4, ne, par. In je raznolikost, genska raznolikost
enega običajnega tropa šimpanzov, tale dol v Afriki, je bistveno večja kot naša. Mi se manj razlikujemo od avstralskih aboriginov, kot se člani enega šimpanzega tropa med seboj. So bolj raznoliki. Tako da ne izide se. Nobena sofistika ne pomaga, da bi dokazali, zakaj je vredno, smiselno, dobro, koristno utemeljevati razlike med ljudmi, recimo meritokracijo. Eni znajo več, zato so bolj poklicani, da vladajo ljudem. Znajo kaj? Kaj znajo? Oziroma, kaj je tisto, česar ne bi znali tudi drugi? Nobene logike ni, da se katerokoli razmišljajoče bitje, ko začne resno razmišljati, drugo reče ne začne. Ne bi dokopalo do spoznanj, recimo od Einsteinove relativnostne teorije. Nobenih posebnih možganov ni treba, da bi to doumeli. Nobenih. In tudi Einstein je imel čisto nobenih posebnih možganov. Nihče ni še nikoli dokazal, da je imel kakšne nevrone, ki jih recimo mi nimamo. Mislim, po kateri logiki bi jih pa imel? Ni. Se pravi, duh je lahko samo egalitaren ali pa sploh ne moramo govoriti o duhu. Tem govorimo o nečem drugem.